Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o smrti. Prideš in odideš. Rodiš se in umreš. Iz prahu si nastal in v prah se povrneš, pravijo. Smrt je sestavni del življenja, pa vendarle mu ne posvečamo toliko pozornosti kot pa rojstvu. Rojstvo je velik življenjski dogodek, ki ga praznujemo, se ga veselimo. Ko pa nastopi smrt, oziroma o smrti pa nič kaj dosti ne razmišljamo. Kot da jo ne bi bilo, si jo ne želimo in jo zato potiskamo nekam ob stran. O njej se ne govori kaj dosti, vse dokler ne nastopi in potem nas lahko tudi zelo prizadene. Lahko nastopi kot nekaj povsem nepričakovanega, nekaj, kar nismo želeli, da bi se zgodilo. Nekaj, kar nismo ozavestili, da je sestavni del življenja. Ko nekdo umre, sledijo običajno različne aktivnosti v povezavi s tem, torej organizacija pogreba, odločitev, ali bo oseba pokopana v enem kosu, ali bo zažgana, upepeljena, kremirana in bo pokopan samo njen prah, ali bo ta prah celo raztresen po številnih delčkih sveta, ali pa celo poslan z raketo v vesolje. Precej se nekateri ubadajo s tem, kaj narediti z truplom umrle osebe, kje ga pokopati, na kakšen način, kakšen spomenik tej osebi narediti in potem seveda kako pogosto obiskovati grob te osebe in se jo spominjati. Češ, da se s tem ohranja neko spoštovanje do osebe, da se je potrebno spominjati svojih prednikov. Toda ogromno ljudi se rojeva na tem svetu in če bi se spominjali svojih prednikov, da bi stalno o njih razmišljali, bi lahko razmišljali cel dan samo o tem, koliko milijard ljudi je pred nami živelo na tem svetu. Pa je to smisel življenja? Če pogledamo živali, kakšen odnos imajo do smrti, živali ne objokujejo kaj dosti za umrlimi. Enkrat je neka žival živa, potem je mrtva in začneš se razkroj njenega fizičnega telesa in se vrne nazaj v zemljo. Ali pa truplo umrle živali pojedo druge živali. Smrt je naravni del življenja, je naravni proces in fino je, da jo kot takega sprejmemo. Je pa še nekaj v povezavi z smrtjo pri ljudeh. obstajajo še določene druge možnosti in opcije.
Namesto da bi tvoje telo predstavljalo neko skrb za svojce, da morajo investirati v stroške pogreba in v kasnejše aktivnosti vzdrževanja groba, se lahko vsak v toku življenja odloči, da bo njegovo telo po smrti imelo še neko koristno funkcijo. Kajti, če se poškodujemo v kakšni nesreči, če doživimo kakšno močno fizično travmo, je možno naše organe uporabiti za presaditev in na ta način lahko olajšamo ali podaljšamo življenje kakšni drugi osebi, kateri je bil določen organ prizadet. Vsak se lahko odloči torej za to donacijo, za donacijo svojih notranjih organov ali tkiv, in to lahko naredi v obliki izjave pri organizaciji Slovenija Transplant. Organi ljudi so uporabni za presaditev pa samo v primeru, če je smrt nastopila v bolnišnici. Kajti takoj morajo telo preklopiti na naprave za oživljanje, da ohranjajo notranje organe uporabne. In tudi, če nastopi smrt izven bolnišnice, je lahko vsak potem v stanju, da daruje svoja tkiva, vendar zopet samo do starosti 75 let. Sicer pa je možno telo darovati tudi medicinski fakulteti, Inštitutu za anatomijo, in ne glede na to, kaj se naredi s tvojim telesom, na kakšen način, kje in ob kakšni starosti je nastopila smrt, se lahko telo uporabi za medicinske namene. Zato, da opravljajo določene raziskave, da se študentje medicine učijo anatomije in na ta način tudi lahko po svoji smrti pomagamo marsikomu izboljšati ali rešiti življenje. Premislite torej, dokler ste še živi, preventivno, kaj se bo dogajalo v trenutku vaše smrti, ali boste s tem koga obremenili, ali celo komu pomagali. Povezave do teh organizacij in do dodatnih zanimivih gradiv za boljše razumevanje smrti pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.